Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Od jeseni leta 2011 v občini Ormož in tudi v občini Središče ob Dravi deluje mrežno-podjetniški inkubator. Veliko smo že slišali o tej ustanovi, ampak vseeno nas je še posebej zanimalo, kakšen je pravzaprav namen, kakšni so cilji in kakšno je poslanstvo mrežnega inkubatorja. Sicer je veliko več o mrežno-podjetniškem inkubatorju znanega v gospodarskih krogih, vsi ostali nekoliko bolj navadni občani pa morda malo manj vemo o tej ustanovi, ki se je torej kar usidrala tukaj v teh naših, predvsem tako kot sem že povedala, v gospodarskih krogih. In zdelo se nam je prav, da pa danes v našo družbo povabimo direktorico mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, Polono Kukovec-Lakota. Lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za povabilo. Ja, dobrodošla v naši družbi. V bistvu je uvod oziroma je povod za povabilo v našo družbo dan odprtih vrat, ki ste ga pripravili pred nekaj dnevi. Nedolgo nazaj je bilo to. Zanima nas pa seveda najprej, kako dolgo si že direktorica? Julija bo 1 leto, tako da še malo. Lani z 1. julijem sem nastopila mandat. Verjetno si se v teh časih že upeljala. Si imela že prej kakšno povezavo? Si že delala kaj znotraj inkubatorja? Bili smo člani inkubatorja na začetku, ko se je ustanavljal. Moj oče je tudi bil povodnik z gospodom Ivanom Babičem, sta nekako takrat bila povodnika, da bi se to ustanovilo v Ormožu. Tako da ja, sem že od začetka vpeta, sicer posredno v celotno dogajanje inkubatorja. No, v letih do danes si doštudirala, si magistrica prava. Ja. Čestitke torej za to titulo in tudi dosežek, ampak morda se nekateri še spomnijo, da pa si včasih tudi se poskusila v televizijskih vodah in bila celo napovedovalka nekaj časa pri nas. Jo, to pa je že bilo res še v rosnih mladih letih. No, bilo je pred 16 leti, ampak vseeno, nekateri se te še spominjamo. Si potem si še kdaj razmišljala, da bi tako v kakšnem mediju sodelovala ali so te potem bolj pritegnile te pravniške vode? V bistvu niti nisem pomislila potem na medije, potem smo nekako šli po poti prava in seveda po poti podjetništva, ki je tako že diham z njim, odkar vem sama za sebe. Ja. Tako da verjetno ti je že od malega nekje znano vse skupaj, kako to naše gospodarstvo stoji tukaj v Ormožu. Ja, znano je namreč, da je tvoj oče, tako kot si tudi že povedala, Ivan Kukovec, poleg takratnega predsednika območne obrtno-podjetniške zbornice Ivana Babiča, pred leti torej si tudi prizadeval za to, da se ustanovi mrežno-podjetniški inkubator. Tako da predvidevam, da si nasledila to podjetniško žilico. Ja, nekako, ko živiš s tem že od malih nog, v bistvu v družinskem podjetju, nekako vse prek podjetništva poteka od ponedeljka do nedelje, so poslovni pogovori, že od malega začneš s tem, da najprej gledaš mamo, potem ti dajo zaštempljati kakšne papirje, potem že pišeš dopise, potem že pišeš račune, potem pa že vodiš pravne zadeve in tako potem to rase. No, tako da čisto lepo lahko rečemo, da imaš v krvi to gospodarstvo in da nič ni čudnega. Kako pa je pravzaprav prišlo do te funkcije? Je bil razpis ali kako? V Štajerskem tedniku je bil takrat razpis, nekako se mi zdi, da me je že resno celo življenje pripravljalo na to službo, po drugi strani pa tisti, ki me poznajo, vejo povedati, da sem trmasta, pa da imam rada nove izzive in ko se je videla ta razpis, sem bila bi pa ne bi, pa bi pa ne bi, pa ja, pa bom, pa smo mladi, pa lahko nekaj še premaknemo, pa lahko naredimo nekaj novega, pa smo inovativni, pa dajmo malo Ormož še naprej potisniti. No, upam, da vam bo seveda uspelo. Gremo torej od začetka. Čemu služi mrežni podjetniški inkubator? Mrežni podjetniški inkubator, ja. V bistvu je to podpora mladim podjetnikom. Zdaj zamislite si, da niste vešči podjetništva, pa imate zelo dobro poslovno idejo, pa ne veste kako. Zelo dosti dobim oseb na inkubatorju za svetovanje, ko imajo idejo, ne vejo pa niti kakšne so gospodarske družbe, kakšno je delovno pravo, kaj je varstvo pri delu, sploh kako začeti, kam sploh iti, da se ustanovi podjetje. In za vse
za vse to je tukaj pač mrežni podjetniški inkubator, ki lahko vodi tiste, ko še sploh nimajo podjetja, od tiste res podjetniške ideje od začetka, da ustanovimo podjetje, pa potem peljamo naprej, ali pa tako, ko že mogoče imajo podjetje, so ga ustanovili, bolj pa so naleteli na določene probleme, kar ne vejo, kako naprej, pa ne vejo marketing, pa niso v pravo podkovani, pa so potem tukaj pogodbe, pa take zadeve, pa so kakšni razpisi, ki bi se radi prijavili, pa ne vejo kako, ali pa nimajo poslovnega prostora, pa bi rabili nekaj takega in so na začetku svoje poti. Tako, za vse to je tu inkubator naš. No, to pomeni, da ni samo prostor, ne, kot smo si recimo to predstavljali, so to tudi potem svetovanja in tako, ne. No, sliši se malo nenavadno, če človek ravno ni poučen, ne, ta beseda inkubator, ne, tako kot meni ne gre najbolje z jezika, ne, ampak zakaj ravno inkubator? To je čisto splošno znano, vse posod in v Evropi in po svetu in v Sloveniji so pač inkubatorji. Taki in drugačni, en ima take nazive, drugi imajo take. Inkubator se pač to, kot temu reče, tako kot je televizija vse posod, tako je pač to inkubator, ker nekako, jaz se to vedno predstavljam tako, nekako te majhne podjetnike potem, ko ena mama koklja spravi naprej, tako, da potem rasejo. Ja, inkubator, ne, novorojenčki. Ja, nekaj takega. No, kako se je delovanje inkubatorja, torej v Ormožu, izkazalo v teku 8 let? Ja, zdaj glih sem gledala zadnjič, skozi inkubator, tistih, ko več ni, je šlo 11 podjetij. Zdaj imamo 9 podjetij noter, ko so člani inkubatorja in 4 podjetja, ko so pridruženi člani. Tako da vse skupaj kar nekaj podjetij, kar nekaj zaposlenih, mislim, da se je dobro izkazal. Zdaj glede na to, da sem jaz eno leto komaj na inkubatorju, lahko govorim pač bolj za ta čas, kaj vse se je naredilo, če pa se štejemo vse skupaj za nazaj, mislim, da je to dobra ideja, ja. Koliko pa je trenutno? Praviš 8 podjetij, 9 podjetij in kdo so ta podjetja? Imamo Eko Prlekijo, potem imamo PGK d.o.o., imamo Serpentine Marjana Korota SP, dole spodaj so, v spodnjih prostorih so Zenjak d.o.o., SOP, pa Eko zaposlitveni center. Potem imamo še Rok Strižič SP, pa MK Ink Tattoo, Mitja Kelenc, Zavod 100% Botanik, pa Highfly d.o.o. No, nekaj lokacij, predvsem ne, Botanik je torej na Krenčičevem trgu, ampak je torej v vašem okvirju, ne? Ja, je, ker mi smo ravno, prav zato je mrežni, ker pač ima mrežo nekaj, kar ima lahko dislocirane enote, to je mogoče tudi posebnost našega inkubatorja. Ena je na Krenčičevem trgu, tam je ravno Zavod 100% Botanik. Proizvodni prostor pa imamo v Pušencih, kjer je sedaj noter podjetje Highfly d.o.o. To pomeni ja, da se mrežite, ne? Se mrežimo, dobesedno tako, ja. No, tudi o pridruženih članih govoriš, kdo pa so to oziroma kaj predstavljajo? Pridruženi člani so v bistvu tisti, ko so bili že člani inkubatorja, pa je to neko njihovo doba inkubacije že potekla in nudijo pač podporne storitve za kakšne mentorske pa take zadeve, pa je še prostor ostal. Nimajo nekih ugodnosti sicer, plačujejo polno najemnino, so pa kot podporno okolje. To so na primer ekoenergetika, potem je Geotehtonija Lovica, CPO, Center ponovne uporabe, pa ekoenergetika d.o.o. No, pomeni to, da ti podporni člani oziroma ta podporna podjetja torej ne bivajo več v tej zgradbi? Ja, bivajo v teh prostorih, ker pač nekako tako je dogovorjeno, dokler še je prostor, ne, so še lahko tam, če pa bi bil nekako pač še dodaten prostor, pa še pa bi potem morali pač jih nekako združiti oziroma reorganizirati vse skupaj. No, predstavljam, da si tudi verjetno imajo potem drugačne pogoje že, ne? Ja, seveda, nimajo teh nobenih, kako bi človek temu rekel, subvencij, ja, oziroma plačuje polno najemnino, kar se tiče raznoraznih usposabljanj, pa tega je pač za njih plačljivo, ni tako, kot je za inkubirance, ko imajo v bistvu znižano najemnino oziroma subvencionirano, pa delavnice, ki jih izvajamo, pa raznorazne izobraževanja, pa to je, pa svetovanje so za inkubirance vedno zastonjeno. No in kakšne pogoje mora nekdo torej izpolnjevati, verjetno že kot podjetje, ne? Kakšni so pogoji, da lahko torej se vključiš v inkubator? V bistvu mora biti mlado podjetje, staro maksimalno do 3 let, potem pa morajo napisati poslovni načrt, morajo dati vlogo. Zdaj,
fajn je, da je to neka inovativna stvar, nekaj novega, ko se vse to doda, je potem postopek taki, da gre to na komisijo, komisija vse papire pogleda in potem se odloči, ali je primeren ali ni primeren kandidat za inkubacijo. Kako dolgo pa potem je lahko nekdo v inkubatorju? Zdaj oziroma, da si član v inkubatorju je 3 leta primarno, potem, če je malo bolj zahtevna poslovna ideja, se lahko to razširi tudi na 5 let, po 5 letih pa si lahko potem še samo pridružen član, pa predstavljaš tudi neko podporo ali pa pač greš svojo pot. Ja, naj morda vprašam še malenkost drugače, kakšen je postopek, ne, da se torej neko podjetje namesti v inkubator? V bistvu je postopek taki. Najprej je treba napisati poslovni načrt, pa finančni del poslovnega načrta, ter oddati vlogo, pač s tem poslovnim načrtom. To se vse odda. Jaz skličem komisijo, ki je sestavljena iz predstavnika občine Ormož, občina Središče, mene in predsednice obrtne zbornice oziroma namestnika, če slučajno njeni. Se sestavimo, ta oseba, ki je kandidat za inkubator, predstavi svoj poslovni načrt, potem pa se izda pozitivni sklep, če je to podjetje sprejeto, se mu določi poslovni prostor, če ga potrebuje, in postane član inkubatorja, pa pač lahko vse te pluse koristi. Se to prijavljajo na kakšne razpise, ko so eventualna prosta mesta? Nimamo razpisov kot takih, da bi imeli razpisane, ponavadi je tako, da se oseba pri meni oglasi, pove najprej, ali že gremo od začetka, da v bistvu najprej ustanovimo podjetje, potem je že malo lažje vse skupaj, ali pa pove, da bi rada bila član, jaz povem postopek, povem, če je prostor, če ni prostora, kako bi lahko to rešili. Potem pa tisti postopek steče komisija pa sprejem. No, zanimivo, torej vse informacije dobi pri vas, ne? Ja. Tudi res support, da sploh lahko ustanovi neko podjetje. Ja, saj dosti takih dobimo, zelo dobro sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje in kar nekaj ljudi se zanima za podjetništvo, kar mene zelo veseli, da v Ormožu tudi to rase nekako, ne. Pol pa pride resno čisto od začetka eni, ko imam idejo, da bi to pa to počel, od tu naprej pa ne vem nič, ne. In takega, ko ga od začetka nekako najlažje usmerješ, ko že, ne. Veš, pa gremo potem, kam se je treba iti prijaviti, kakšne subvencije so na primer na voljo, pod kako gospodarsko družbo sploh bi najbolj k njemu pasala, ali bi to SP ali to DO ali DNO ali pač kakorkoli že, ne. Kam se obrniti še mogoče, ali mogoče uporabi obrtno dovoljenje za svojo dejavnost, kako poti naprej z zdravniškimi, pa varstvo pri delu, pa delovni inšpektorji, pa vse take čisto podjetniške zadeve. Zanimivo je to, ja. To pomeni, da ni nujno, da pride samo prositi za prostor, ne? Načeloma ni to, da bi mi oddajali prostore, ker mi nismo nepremičninska agencija, ne, ampak ne, nimamo tak način, da bi zdaj nekdo prišel pa rekel, jaz pa imam že podjetje, ne, pa zdaj, če je mlajše od 3 let, ne, potem ja, imam podjetje, s tem se ukvarjam, rabo bi še to pa bi potreboval prostor, ja. Zdaj, če to neko podjetje, ki je že, ne vem, 5 let, 6 let, 7 let pa pride, ja, ne bi bil član inkubatorja, bi pa imel sam prostor, to pa ne gre. Pa je že kaj prostora trenutno? Zdaj trenutno še imamo na voljo eno pisarno, no. Potem pa je ta nepremičnina je zdaj v poteku, ne, v postopku, pa bomo videli, kako naprej, no. Nekaj težav je bilo z zgradbo, je to Ja. sedaj urejeno? Vse jih pravim, da zdaj občina se je odzvala, zdaj pa je vse to ni še dokončna zadeva, je še vse skupaj v postopku. Je pa tako, da imamo tudi z stečajnim načeloma dogovorjeno, da kak prostor rabim, takega potem nekako se mi ga dodeli, no. Kaj v bistvu torej mrežni podjetniški inkubator ponuja, no? Torej, da še enkrat morda ponoviva to, ne? Je to zanimiva informacija. Torej, vse tiste začetne informacije do namestitve, kako dolgo ti postopki recimo trajajo? Ja, zdaj čisto odvisno. Ene osebe so take, ko hočejo imeti, pridejo pa se hitro vse spelje. Potem pa so take, ko imajo idejo,
pa pač pride enkrat, pa drugič, pa tretjič, pa morajo poslovni načrt potem napisati, pa se vse skupaj malo razveče. Zdaj, če oni vse pač dajo vse tisto, kar morajo dati, se komisija načeloma v roku enega meseca sestane, pa uredimo te zadeve, kar so pač na naši strani. Je pa odvisno od bodočega podjetnika ali pa od mladega podjetnika tudi, kako hitro se steče, tako da. Kako pa sicer ocenjujete delo oziroma poslanstvo inkubatorja? Zdaj samo na to, da odkar sem jaz tukaj, je bilo 5 novih podjetij, pa teh 9 podjetij, kar jih noter imajo 20 zaposlenih, da še je bilo prej 11 podjetij. Ja, upam, da še bo več tega in želim si, no, da se to podjetništvo malo naprej premakne. Je pa res, da če osebe ne pride tako z nekih družinskih podjetij ali pa ko že imajo, se mi zdi, da se že prej premalo dela na tej podjetniški, kako bi človek tem rekel, na podjetniškem znanju, ampak na takem praktičnem, ker tisto, kar se na fakultetah naučimo, je super fino pa fajn, ampak praktično pa je malo drugače vse skupaj teče, To si verjetno sedaj tudi dojela, Ja. Odkar si v službi 1 leto. Kakšna pa je naloga direktorice, oziroma direktorja? Zdaj, glede na to, da sem sama na inkubatorju, je v bistvu vse. Od prijava razpisa do svetovanja, do pomoči inkubirancem, pač, ki jih rabijo, do tega, da jim tudi kaj prefotokopiram pa preskeniram, vse. V bistvu, kar je treba, to je treba narediti in pač, da teče vse naprej, tako kot mora. To pomeni, da delovniki najbrž tudi trajajo, Ja, ampak jaz pravim, če nekaj dela z veseljem, in je fajn in resno smo tako dobro okolje, smo vzpostavili tam, tako da prijetno delo. Koliko pa je recimo inkubator pripomogel k razvoju gospodarstva, torej na tem našem ormoškem območju, pa seveda tudi na območju občine Središče ob Dravi? Vem, da si samo šele 1 leto, ampak recimo, kaj pravijo tisti, ki imajo izkušnje s tem? To bi mogli njih vprašati. Lahko pa dam samo svojo oceno. Jaz gledam samo skozi to pač nekako, da vsako delovno mesto je dobrodošlo. In glede na to, da jih je zdaj teh, kar so v inkubatorju 20 delovnih mest ustanovilo, mislim, da to. In jaz res upam, da se bo to še naprej, jaz bom dala vse, kar je v moji moči, da se bo še naprej bolj razvijalo in da še bo več teh oseb. Pa tudi, če ne pride v inkubator, tudi, če pride samo na svetovanje, ali tudi, pa da ustanovijo svoje podjetje, pa da zaposlijo ljudi, pa da se, ker s tem, ko mladi ustvarjajo tu podjetje, tudi tukaj zadržimo, in to je naš cilj, da se mladi več ne bi odseljevali, da bi Ormož zaživel, Vsekakor, ja. Občina oziroma občini najbrž tudi financirata, inkubator. Kako pa se drugače financira mrežni podjetniški inkubator? Zdaj, ja, občine Ormož financirata, en del se financira tudi iz teh pač najemnin. Moja želja pa je, in zdaj smo tudi na 3 razpise prijavili ta las, upam, da bodo uspeli. Tako da bom se dala bolj malo v projektno delo, ker želim tudi malo, da se proračun občine Ormož razbremeni. Do zdaj nekako ni bil inkubator toliko v razpise vključen, zdaj pa bomo na to tudi dali malo večji poudarek. Kakšno pa je sicer povpraševanje za vstop v inkubator? Recimo, kakšne so običajne čakalne dobe? Pa zdaj nekih čakalnih dob do zdaj ni bilo, to moram povedati. Me pa veseli to, da resno vedno več ljudi se zanima, vedno bolj inkubator prepoznaven, vedno več ljudi pride na svetovanje, se zanima, kako bi lahko odprli podjetje. Tako da meni je glavno tudi, da se vse skupaj razvija. To mi je tisto, kar je najbolj pomembno, pa da si ljudje nekako želijo vstopiti v podjetniške vode. Tudi to je torej inštitucija, ki najbrž potrebuje nekaj let, da se afirmira. Ja, seveda, nič ne gre čez noč. Zdaj smo vse skupaj zagnali na polno. Kakšne pa so sicer izkušnje z delovanjem teh mrežnih inkubatorjev po Sloveniji, pa morda tudi v Evropi? Deluje to po istih principih? Približno, ja. Mislim, vsi nekako delujejo, zdaj vsak imajo svoje afinitete, eni so pač resno samo za start-upe. Jaz pač nekako zastopam stališče, da start-upi super, fenomenalno, ampak eden brez drugega ne moremo, tudi drugi podjetniki morajo biti. Za vsakega je tista njegova podjetniška ideja
ki jo nosi v srcu, njemu je pomembna. Zadnjič je bil tam startup leta 2019, je podjetje Mali junaki, ki piše knjige za otroke. Ima pa pač to funkcijo, da so personalizirane, ne? In je postal startup v Sloveniji. Eni so taki, eni so pač tudi lahko razpršeni, eni nimajo tiste omejitve, da noter bivajo ljudje, podjetja, ne. So pa vsi nekako tisto, da je support začetnim podjetjem, startupom, da se izvajajo raznorazna izobraževanja. Zdaj, koliko sem bila seznanjena s temi inkubatorji iz Evrope, oni pa imajo eno afiniteto, da tudi na začetku sofinancirajo tisto podjetje in potem pač vzamejo delež podjetja, ne vem, mu dajo na začetku za zagon, bom rekla tako, 20.000 evrov, ampak je 10% tistega podjetja potem od inkubatorja v bistvu. Tako nekako v Evropi, koliko sem se malo pozanimala. No, kot smo že povedali, tvoj oče Ivan Kukovec je bil tudi eden izmed idejnih očetov, ne, inkubatorja. Koliko pa ti je danes v pomoč? Sedaj najbrž že upokojen, ne? Ja, on je sedaj v pokoju. V bistvu, če sem čisto iskrena, tukaj nekako hočem samo svojo pot začrtati. Sem trmasta, sem uporna, imam že nekaj izkušenj, glede na to, da sem že prej toliko in toliko let delala v podjetništvu, tako da tukaj probam sama, no. Sem tak neodvisen človek že po naravi, no. Če pa bo kdaj kaj treba, pa verjamem, da mi bo priskočil na pomoč brez problema. Fino. Kaj pa je bilo recimo postorjenega v tem zadnjem letu, kar si ti direktorica? Pohvali se malo. Evo, sedaj imaš svojih 5 minut. V bistvu smo naredili kar nekaj, no. Začeli smo redno izvajati izobraževanja, delavnice, kar nekaj smo izvedli. Napisala sem tudi priročnika, kako napisati poslovni načrt. Potem smo naredili spletno stran, imeli smo dan odprtih vrat. Uredili smo tudi ekološki kotiček, kjer imajo za naši inkubiranci na voljo ekološko sadje. To smo skupaj z Eko-Prlekijo naredili. Center ponovne uporabe ga je seveda opremo po retro stilu. Imamo tudi posebno tablo z pozitivnimi mislimi, ker sem ugotovila, da dostikrat pridejo mladi, ki bi, pa si ne upajo, pa sem pa tja, pa sem rekla, zdaj pa sem lepo dala, pa si preberite, da gre, samo treba se malo potruditi, pa tudi, če en dan daš, drugi dan sigurno sije sonce. Prijavili smo tudi zdaj 3 razpise, oziroma 3 operacije na ta las. Eno je skupaj z obema občinama, eden je z Ljudsko univerzo, eden pa je s podjetjem Zenjak, tako da s tem tudi, če želimo razbremeniti proračun občine Ormož. Za naprej še, seveda, delavnice naprej, razpise naprej, upam, da se bo inkubator še širil. Počasih mi že zmanjkuje časa na dan za vse ideje, kaj še želim postoriti in kakšne ideje še so. Mladost, veš, je tvoja prednost, ne? Ja. Bo še veliko časa, da boš lahko marsikaj postorila. Kako pa se je obnesel ta vaš dan odprtih vrat? Predlagam, da si pravzaprav pogledamo najprej prispevek, ne, da vidimo, kako je to bilo. Mrežni podjetniški inkubator je v Ormožu bil ustanovljen jeseni leta 2011. V letih do danes se je izkazalo, da je predstavljal odlično zamisel, ki je pripomogla k dvigu podjetniške aktivnosti v Ormožu. Od pomoči pri vzpostavitvi in zagonu ter možnosti preživetja novih podjetij do pomoči pri pridobivanju nepovratnih sredstev in spodbujanju zaposlovanja. Trenutno je v mrežnem podjetniškem inkubatorju 9 podjetij, skupaj zaposlujejo 20 ljudi, tako da se vse kar širimo, ne, vedno iščemo nove ideje, tudi oni iščejo. Zelo dobro sodelujemo tudi, moram priznati, z Zavodom za zaposlovanje iz Ormoža, tako da smo tudi z njimi vedno, pa še oni pošljajo kakšne take, ko imajo podjetniško žilico, pa kako ideje, tako da rasemo. Nova podjetja imajo trenutno na razpolago nekaj čez 500 kvadratnih metrov pisarniških poslovnih prostorov in nekaj skupnih prostorov, kot je konferenčna soba in ostalo. Med inkubiranci so trenutno sledeča podjetja. Ta podjetja so Zenjak, Eko-Prlekija, Zavod 100% Botanik, PKG 55 DOO, Highfly, Rok Strižič SP, potem imamo Serpentine Marjana Korotaj, MK Ink Mitja Kelenc, ki dela tatuje,
Da vidim, če sem še koga pozabila. Upam, da ne, no. 9 jih je v glavnem. Dobro. V glavnem, so še kakšno povpraševanje pravzaprav za te za bivanje v mrežnem inkubatorju? Moram reči, da jih je vedno več, da kar na tedenskem nivoju pridejo sem, se zanimajo. Zelo dobro tudi sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje. Resno, na tedenskem nivoju imam kakšno svetovanje, zdaj v ponedeljek imam spet, mi je pisala ena punca. So zelo kreativni mladi, so podjetniške ideje, tako da se razvijamo v pravo smer, no. Torej, kot mlada podjetnica lahko torej zaključite, da je mrežni podjetniški inkubator dobra stvar v mestu oziroma v Ormožu. Ja, moram priznati, da je dobra stvar, se trudimo, imamo tudi razne delavnice, svetovanja, tako da ja, gremo v pravo smer. Zbrani, ki so se udeležili dnevov odprtih vrat mrežnega podjetniškega inkubatorja in otvoritve azila za rože, so se zbrali na terasi, ki je sicer namenjena za skupno uporabo inkubirancem, a bo odslej okrašena tudi z rožami in s pohištvom iz centra ponovne uporabe. Zbrane je najprej pozdravila direktorica mrežnega podjetniškega inkubatora in med drugim povedala. Hvala lepa vsem, da ste se udeležili današnjega dogodka in sicer dneva odprtih vrat mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož ter otvoritve naše podjetniške terase, ki je nastala preko projekta Ne več, ampak bolje. Ta terasa je zelo dosti časa propadala, pa je bila taka neurejena, tako da so zdaj naše socialne aktivatorke to uredile. Lepa hvala gre tudi seveda občini Ormož in občini Središče ob Dravi, ki nas podpirata, s katerimi zelo dobro sodelujemo. Brez njih vse to ne bi bilo možno. Delovanje mrežnega podjetniškega inkubatorja podpirata občini Ormož in Središče ob Dravi. Vsekakor prvo finančno, se pravi, poleg občine Središče ob Dravi s tistim deležnim odstotkom. Tukaj podpiramo, se pravi, materialne stroške dela in vse ostalo, kar temu spada, tako da nekako mrežni podjetniški inkubator normalno deluje. Potem normalno sodelujemo v različnih tudi projektih, skupne projekte tudi prijavljamo preko LAS-a, tako da tudi tukaj sodelujemo z mrežnim podjetniškim inkubatorjem, da nekako dodamo k vsem tem finančnim sredstvom še neka dodana sredstva, pa da nekako zapakiramo projekte, ki jih nekako želimo udejstvovati. Zdaj ravno prijavljamo en projekt na račun se pravi obrtne cone, promocije obrtne cone, katero želimo ravno skozi te korake, se pravi, da pride od ideje neke podjetniške poti, podjetniškega udejstvovanja do tiste faze, ko se pač odločamo o tem, ali bomo svojo poslovno pot, nadaljevali v sami obrtni coni in ravno to želimo spostaviti, pa tudi mlade podjetnike, druge podjetnike nekako spromovirati tako daleč oziroma jih obvestiti tako daleč, da nekako tudi ne samo, tukaj na Vrazove se dobijo, ampak tudi, da svojo pot začnejo tudi na naši obrtni coni v Ormožu. Imeli ste odlično idejo, da bi mrežni podjetniški inkubator deloval razpršeno, ste poskušali tudi z povpraševanjem za lokale na Kerenčičevem trgu. Je to kaj obrodilo sadove? Žal moram povedati, da pričakoval sem večji odziv. Jaz sem želel tu spostaviti preko javnega poziva, da bi res razpršili, da bi dali Ormožu neko novo zgodbo, da bi Ormož spet obudili skozi to. Ampak žal takega odziva nismo od lastnikov, teh nepremičnin dobili, ali so pripravljeni dati v najem, ali zadevo odprodati, tako da bomo sigurno to ponavljali. Zdaj ta stavba nam omogoča, nek prostor, razpršeno zadevo že itak vršimo, na Kerenčičevem trgu imamo eno izmed enot, potem tudi, vemo dobro, tudi v Pušencih, kar se tiče proizvodnega dela, tako da nekako se že s tem ukvarjam. Želim pa to nekako še bolj spodbuditi, tudi z mrežnim podjetniškim inkubatorjem nekako na tak način dogovorjeno, tako da se tudi to spodbuja, se pravi, da se iščejo prostori po občini Ormož in se nekako probajo ti zapuščeni, oziroma neuporabljene nepremičnine nekako uporabiti za delovanje teh novih podjetij. In kako je konkretno s to stavbo na Vrazovi 9? S to stavbo je občina Ormož plačala varščino, sedaj čakamo, upam, da se ne bo kdo pritožil, da ne bo zaradi kakega nepravilnega postopka ali česarkoli zadeva zavržena, tako da varščina je vplačana.
s tem smo spostavili interes za nakup te stavbe, oziroma to stavbo bomo, kolikor bo vse urejeno, tako kot mora biti, tudi kupili in bo v lasti občine Ormož, tako da bo mrežni podjetniški inkubator uporabljal v nadaljne prostore, tudi Jara je locirana tukaj, prostore, ki bodo v lasti občine Ormož. Med govorniki na prireditvi je bila tudi predsednica območne obrtno-podjetniške zbornice Mojca Šalamun, ki je spregovorila o pomenu inkubatorja in spomnila na nekajletna prizadevanja obrtne zbornice, da se takšen inkubator ustanovi tudi v Ormožu. V 8 letih delovanja se je izkazalo, da je ustanovitev dobra naložba. Tako meni tudi župan občine Središče ob Dravi. Glede, ideje so se porajale dolgo let, predvsem gospod Ivan Babič, tedanji predsednik obrtne podjetniške zbornice Ormož, je to predlagal. Sam sem prepričan sedaj po toliko letih, da je bila odločitev pravilna. Vidimo, da mrežni podjetniški inkubator raste, da je vsak dan večji interes in to je en štart, eno podporno okolje nekomu, ki ima dobro idejo, ki nima sredstev, ki nima mogoče nekih svetovanj, tako finančnih kot drugih, pravnih, in zato je mrežni podjetniški inkubator, da tem dobrim idejam, ali so to mlajše ljudje ali tudi starejši, pomaga. Seveda vsako delovno mesto je pomembno, mi se obadamo, kot sem prej povedal v svojem nagovoru, s tem, da se občine praznijo ob meje. In torej te priložnosti, ideje ljudi je potrebno podpreti skozi mrežni podjetniški inkubator, z razpise, tudi z kakimi pogoji v conah ali pa drugače. In jaz sem prepričan, da je to dobra pot tudi od prevzema gospe direktorice. Je mrežni podjetniški inkubator zaživel, se širi, vedno obvešča, nekaj objavljamo na portalih, vabijo ljudi na usposabljanje, na predavanja in to je prava pot. Seveda z drugimi zadevami, ki jih imamo, torej poslovne cone, ki nudimo, destinacija Jeruzalem v turizmu, potrebno je vse splošno razvijati in dajati priložnost, kot pa sem tudi že povedal večkrat, tudi danes, ljudje pa seveda morajo s tem poznati priložnost in tudi sami biti pripravljeni se marsičemu odreči, nekaj vlagati in svojo poslovno idejo ali pa žilico poskušati razviti. To je pomembno. Torej neko tako skupno sodelovanje je pomembno, ne pa samo pričakovati, da bo nekdo, če je to občina ali ne vem kdo, nam prinesel domov neko idejo ali pa denar ali pa nekaj in potem bi mogoče mi nekaj delali ali pa ne bi. Tako da, ja, v redu je tako in samo si želim, da nadaljujemo po isti poti. Odslej pa bo tako na terasi zgradbe na Vrazovi 9, kjer se nahaja mrežni podjetniški inkubator, še azil za rože. Ta seveda predstavlja zanimivo in zelo dobrodošlo novost. Ideja se je porodila zaposlenim v centru ponovne uporabe. Azil za rože je namenjen potujočim rožicam. Gospa Karolina, da boste se odpravljali na dopust, pa ne boste znali, kdo bo skrbel za vaše rože, ker ponavadi, da gremo na dopust, gremo vsi, ne? Pol pa jih pripeljete lepo k nam, mi vam jih oskrbimo, da pridete z dopusta, pridete po lepe rožice. In koliko bo to stalo? Zaenkrat nismo se nič pogovarjali na kakšnem ceniku, tako da je na voljo, lahko tudi prinesete tiste, katere so vam odveč, ker velikokrat ljudje pridejo, pa jih se smili, ne bi radi dali stran, pol pa prinesejo k nam. To pomeni, da jih lahko prinesemo na hrambo, na nego za nekoliko dni, lahko pa jih tudi prinesemo, kolikor jih več ne bi potrebovali. Točno tako. Pa lahko jih tudi zamenjate. Vzamete pa drugo, če vam je katera všeč. Tako da bo vedno v tistem, v gibajoče rože bomo rekli, ne potujoče gibajoče, vedno se bodo gibale. No in čigava je bila ideja za azil za rože? Direktorica podjetniškega inkubatorja je nekako vedno spraševala, kaj bi se dalo iz tote terase narediti, ne? Ker je bila zapuščena, zanemarjena, pa ona bi rada tu priredila kakšne podjetniške zajtrke, pri katerem bi razvijali nove podjetniške ideje. Te pa sem rekla, v redu, gospa Polona, gremo v to, ampak še da dodamo dodatno vrednost temu, dajmo še narediti azil za rože. Nič novega, če je nekaj novega v Ormožu, bi rekli, ne? Ker z vsakim problemom nastane nov izziv. In vedno je naš izziv v tem, da najdemo nekaj,
ker predstavlja bodisi težavo. Nekaj časa smo že opazovali to teraso in predlog direktorice je bil, dajmo tu nekaj narediti. Ne? In glede na to, da delujemo povezano, torej kot član inkubatorja Eko in pa Zenjak, Center ponovne uporabe pa tak kot krovn, ki deluje na področju ponovne uporabe, že takoj zaobjamemo celotno obseg in naša Senada ima vedno dobre ideje. Kaj če naredimo azil za rastline, ker mi opažamo, da namreč ljudje pridejo, prinesejo poleg različnih predmetov, se veste, kaj vse se nabere doma, pa nimaš kam, še sreča, da Center ponovne uporabe, da se to lahko tja da, ne? Ker ti je škoda vstran dati in kaj začneš s tem. Ne? In potem seveda tudi rastline prihajajo k nam. Zakaj ne bi ta terasa, to ni navadna terasa, to je podjetniško navdušujoča za ideje, nove inspiracije in tukaj se rabi več kisika, ne? Se veste, možgani ob razmišljanju rabijo več kisika in azil za rastline obenem seveda predstavlja to idejo, da s tem, ko bodo rastline tukaj imele svoj nov življenjski prostor, njihova povezava je vezana na to, da ko nekdo želi drugo rastlino, jo izmenja, zamenja, prinese, tako kot je gospod župan povedal, nekam greš, kaj ne zdaj, ne, Boga roža, sej ne moreš dopovedati, da te zdaj 14 dni ne bo, ne, in seveda bo lahko tukaj lepo pod skrbnim vodstvom Centra ponovne uporabe in naših socialnih aktivatork. Vsaka ima nekje svojo pikico, vsaka ima nekje svoje delo. Jaz sem prepričana, da vse vidijo kako in kaj, ker gledajte, kakšna povezanost obstaja tukaj v Ormožu. Nenazadnje tukaj je 40 ljudi letno iz celotnega območja, tudi iz Ptujskega, skoraj tja do Majšperka segamo in vsi pridejo v Ormož. Ne na Ptuj, ampak v Ormož. Nam je to velik ponos, ker včasih je to bilo najprej Ptuj, potem Ormož. Zdaj pa nič ni več najprej Ptuj, ampak zdaj pa najprej Ormož in potem Ptuj. Ne? In veliko veselje mi je pozdraviti tudi naše mlade, bom rekla kar naše, z biotehniške šole iz Ptuja, oni pridejo v Ormož. Glejte, to je zdaj tisto, ne? Počasi bodo vsi prišli v Ormož, torej poleg rastlin, poleg izdelkov, poleg teh vseh idej, ravno s tem lahko mi združujemo to povezavo novih idej, novih zamisli reševanja problema. Dan odprtih vrat je tako bil priložnost za nove ideje in možnost seznaniti se, kaj se v ponosni veliki rumeni zgradbi na Vrazovi ulici sploh dogaja. Znano je, da je včasih v tej zgradbi bilo sodišče, v začetku 20. stoletja pa celo hotel. In teraso, na kateri smo se srečali v petek, so gotovo že takrat krasile rože. Na njej pa so posedali petični hotelski gostje. Ja, lepo je bilo, ne? Tudi vreme vam je bilo naklonjeno, obisk je bil kar presenetljiv. Je to prvi takšen dan odprtih vrat? Na takšen način, ja, da smo prav nekaj pripravili, da smo povabili ljudi, da smo povabili seveda novinarje, da smo bili malo pogostitev, tako da res sem nekako želela, da pač čim več ljudi vidi ta inkubator, pa kaj imamo, pa s čim smo lahko pač zadovoljni in ponosni. No, kako se je obnesel azil za rože? Zelo dobro, moram priznati, izziv je, mislim, celotna operacija je pozitivni odziv imela. Včeraj me je obiskovala ena gospa iz Ptuja, ko je rekla, mi pa tega tukaj nimamo, ne. Ko sem pokazala, je rekla, pridem si drugič rožice iskat, ko bom z avtom pa to. Koliko so mi malo omenili, pridejo tu iz RTV Slovenija, enkrat zdaj, upam, da pridejo. Tako da ja, pozitivno presenečeno. No, ker je vseeno, ne, nekaj inovativnega, ne, Ja. ta azil. Fajn je, da smo res v inkubatorji taki, ko podpiramo in drugemu ideje in gospa Senada iz Centra ponovne uporabe, ona je to dala idejo, jaz sem dala prostor, dolgo cajta sem se že res spraševala, pa gledala že na leto, pa kaj naj s to teraso, pa taka lepa terasa je, pa kaj bi zdaj mi tu naredili, pa škoda jo je, pa lahko bi nekaj, ne, pa smo staknili glave in je nastalo to. Veljalo bi torej, morda še to sva mogoče malo preskočili, ne? Vsi tisti, ki torej dobijo prostor v inkubatorju, kaj imajo v bistvu vse na razpolago, razen tiste pisarne? Verjetno tudi vse ostale prostore, ne? Seveda, na razpolago še imajo seveda teraso sedaj, ko smo pregovorile, na razpolago je sejna soba oziroma konferenčna soba, na razpolago je spodaj tudi čajna kuhinja, tako da kar je v inkubatorju za skupno rabo, jim je vse na razpolago. Pa morda še o načrtih, željah morda tudi. Želje so predvsem te, da bi se podjetništvo čim bolj razvilo, da bi se čim več mladih odločilo za to poslovno pot, ko si sam sebi v bistvu gospodar. Ko nimaš tistega urnika,
sam sebi določaš čas, da bi čim več mladih ostalo v teh dveh občinah. Načrte. Jaz pravim, da je podjetništvo tako, da je iz dneva dan drugačno, ne? Tako da včasih o nekih dolgoročnih načrtih težko govoriš, ker jaz si tudi včasih spomnim, kar na hitro, zdaj bomo to naredili. Ampak seveda, projekte, finance, izobraževanja, animirati čim več mladih, da se vključi v podjetništvo, pomagati občinama pri razvoju celotnega gospodarskega sektora, mogoče privabiti kakšne nove investitore, vse to neke želje, neke upanja, neke načrte, da se ta pokrajina oziroma te dve naše občine res čim bolj razvijata. No? Da se še malo vrneva na dan odprtih vrat, ki je v bistvu torej res veliko prinesel, ne? Tudi to je v bistvu bil vzrok, da si danes tukaj. Upam, da boš ti kot direktorica malo bolj sodelovala z mediji, ne? Ker se je inkubator kar nekako zapiral vase, se mi zdi, ne? Nič ni bilo informacij od tam, razen koliko se je govorilo o zgradbi. Ja, bom še več sodelovala z vami, vam zdaj tu obljubim, no. Zdaj sem se že malo bolj vnesla od začetka, ko priješ na neko novo delovno mesto, še točno ne veš, kako pa kaj ne. Zdaj sem že malo bolj vključena v celotno sfero, tako da to je moja obljuba. Kakšna vprašanja pa so postavljali ljudje, ki so se udeležili dneva odprtih vrat? V bistvu so bila vprašanja taka čisto splošna. Koliko je inkubirancev, kdo so, kako dolgo je že inkubator, kako smo prišli na idejo za podjetniško teraso, potem so tudi inkubirance tam malo povprašali. Največje povpraševanje seveda imel naš Hi-Fly, Flying Rodeo za svojo e-foilom lebdečo desko, ne. Niso pa bila neka specifična vprašanja, taka splošna, pogovorna. No, katero podjetje, morda je to sedaj krivično, ne, vprašanje, katero je največje, katero ima največ zaposlenih? Največ zaposlenih pa ima, mislim, da kar Zenjak. Ja, center ponovne uporabe. Ja, to je pač pod njihovim okriljem, oni so najbolj, oni imajo največ, ja. In tudi verjetno najbolj obiskano, ne? Ja, vsi vemo za grajsko kavarniško popravljalnico, ne, pa center ponovne uporabe, oni pa se resno vse posod se udvojstvujejo, pa tudi ekozaposlitveni center, oni so nekako predani in povezani med sabo, pa če to gledamo tudi, ja, plemenito delo delajo, ne. No, kako pa si zamišljaš neko sodelovanje, recimo s občinsko upravo, z oddelkom za gospodarstvo, sodelujete na kakšen način? Seveda, moram reči, da tako z eno občino kot z drugo občino zelo dobro sodelujemo, tudi z sektorjem za gospodarstvo ali pa že na splošno za celotno občinsko upravo. Mislim, da smo našli nekaj stičnih točk in ni nobenega problema, no, moram reči, da. No, o sodelovanju se veliko govori zadnje čase, ne, in gotovo nam bo prav sodelovanje prineslo kaj dobrega. Moramo sodelovati, če ne. Lepše je, da sodelujemo, pa da en drugemu pomagamo, bo prej nekaj dosegli, ko pa da si gledamo pod prste. Polona, hvala lepa, da si vzela čas za obisk v našem studiu. Vseeno smo izvedeli veliko zanimivega, ne, tako kot sem že povedala uvodoma. Malo manj se je govorilo o mrežnem podjetniškem inkubatorju po Krivici, ne? Ampak upam, da bo torej sedaj v bodoče kaj več znanega. Tebi kot direktorici seveda želimo veliko uspeha, predvsem pri pridobivanju finančnih sredstev z različnih projektov. Ne? Najlepša hvala za povabilo, pa še kdaj. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, torej vse morda še kakšne informacije boste lahko dobili kar na mrežnem podjetniškem inkubatorju na Vrazovi ulici 9. Verjetno veste, to je nekdanje staro sodišče, lepa rumena zgradba. In ja, pri Poloni se torej lahko oglastite in vam bo z veseljem pomagala ustanoviti morda podjetje. Sicer pa bodite z nami tudi čez teden dni, ko pa bo naša gostja direktorica občinske uprave Ormož Milena Debeljak. Srečno do takrat. Do I have to tell the story of 1,000 rainy days since we